seveda na povabilo Nove Slovenije, krščanskih demokratov, odkar se zavedam, sem krščanska demokratka in to je bila zame posebna čast, ko me je predsednica povabila in s tem sem hotela tudi simbolično pokazati, da je krščanska demokracija stranka, ki je vredno zaupati, da je pred njo bodočnost in da moramo biti kristjani aktivni. Ne samo jamrati, ampak tudi nekaj konkretnega narediti. Vsi gremo na volitve za željo, da bi bili izvoljeni in tako je tudi z mano. Prepričana sem, da če bomo vsi, ki smo na listi, dali vse od sebe in dobro delali in nagovorili volivce, nas bo več izvoljenih. Zakaj torej na volitve oziroma kaj je moj program? Moj program je zelo enostaven, pravzaprav je v stilu programa naše stranke Blizu ljudem. Zelo rada imam mlade ljudi in dejansko verjamem v to, da so mladi naša bodočnost. Navsezadnje sem tudi mati gimnazijke in se tudi veliko z mladimi družim. In vidim, da jim manjka poguma in vere v bodočnost. In mislim, da sem jim kot mati in na drugi strani kot krščanska demokratka dolžna z vzgledom pokazati, da je treba biti aktiven. Zaradi tega se bi tudi, če bom prišla v Evropski parlament, najprej zavzemala za mlade, za njihova delovna mesta in za možnost čim boljše izobrazbe. Predvsem pa želim za to volilno kampanjo nagovoriti mlade, naj se aktivirajo v politiki. Včasih imam občutek, da predstavljam generacijo, ki je to državo na nek način zavozila. In dolžni smo mladim dati vzgled, da se nikoli ne sme obupati in da samo z poštenim in strokovnim delom lahko v tej državi doprinesemo do blaginje. Torej, moj poziv mladim je, bodite aktivni, ozrite se okrog sebe in poglejte, kateri program, katere stranke vam najbolj odgovarja, pri tem pa ne gledajte samo programa, gledajte tudi ljudi, ki ta program živijo. In prepričana sem, da ga naši poslanci in vodstvo naše stranke dejansko tudi živi, ker živi krščanske vrednote. Drugo je moje strokovno delo. Že zelo dolgo let sem odgovorna za varno hrano v naši državi. In seveda, ker gre za varstvo potrošnikov, za prost pretok blaga in storitev, smo pravzaprav mi pri nas, tudi na naši upravi, varuhi vseh evropskih potrošnikov. Naše področje je zelo regulirano strani Evropske unije, tako da pravzaprav vsak dan na nek način delam z Evropsko unijo. Tudi če sem v Sloveniji, veliko tudi grem v Bruselj, predvsem pa moji sodelavci. Dobro poznam, kako deluje Evropska unija in vem, da se glavne odločitve na področju varne hrane, ki je zelo pomembna, sprejemajo v Evropski uniji. Vem tudi, kako je možno vplivati na te odločitve, ker imamo kar nekaj pozitivnih lobiranj za sabo. V tem trenutku se na področju varne hrane sprejevajo nove uredbe, ki jih je komisija že pripravila in jih bo Evropski parlament sprejel v novi sestavi. Zelo bi bila vesela in počaščena, če bi lahko kot evropska poslanka pomagala Sloveniji na eni strani mojim sedanjim sodelavcem, se pravi sodelavcem na Ministrstvu za kmetijstvo, pri sprejemu teh uredb in na drugi strani vseh, ki se bodo te uredbe dotikale. To so slovenski kmetje, slovenska industrija, prehrambena industrija, semenarstvo, gozdarstvo in tako naprej. To se pravi, da bi delo, ki ga delam sedaj v Evropskem parlamentu, samo nadaljevala. Vsekakor je skozi kmetijsko politiko, ki je en od glavnih pravzaprav politik v Evropski uniji, možno vplivati na
način življenja in na pogoje življenja na kmetijah. Jaz se osebno zavzemam za tako imenovane družinske, manjše kmetije, kar je pravzaprav tudi zdaj nekako rekla tudi temelj kmetijske politike v Sloveniji. Torej, to politiko je treba nadaljevati, mladim omogočiti, da res vidijo bodočnost na kmetiji in tudi se jim približati z predpisi na eni strani, kolikor to seveda Evropska unija omogoča, in na drugi strani skozi institucije, ki jih plačuje recimo naše ministrstvo, kot so tudi inšpekcijske službe, predvsem pa različne svetovalne službe, jim nuditi strokovni suport, kako se kakšne stvari lotiti, da bo uspela. Sama imam za sabo že nekaj takšnih projektov, kjer smo ljudem konkretno svetovali, jim konkretno opisali, kaj neka zakonodaja pomeni, da ta zakonodaja ni nekaj, kar je napisano zato, da bi ljudi omejevala, ampak zato, da jim omogoča prodajo izdelka neomejeno na slovenskem in na evropskem trgu. In na takšen način bi lahko pomagali našim mladim prevzemnikom kmetij. In mislim, da je bodočnost v pridelavi sadja in zelenjave, mesa in mesnih izdelkov, v prodaji na lokalnem trgu, na domu, v bolnicah, vrtcih in šolah. Jaz tukaj vidim možnost za nova delovna mesta na eni strani in za varno in kakovostno hrano za potrošnike na drugi strani. Hvala lepa tudi za vaše povabilo. Ker smo pred volitvami, bi še rada povabila naše člane in članice, simpatizerje, prijatelje in vse ljudi dobre volje, da na naši listi obkrožijo mojo številko, to je številka 5, kajti letošnje leto je pri meni v znamenju petice, glede na moj rojstni datum.